pa v naši učilnici tretjega A. Smo kaj zamudili? Pozdravljeni, to sta profesologinji Sara in Lara in se nam bosta danes pridružili pri tem pouku, ker jih zanima, kako izgleda pouk skupaj s kužkom. Kar usedita se. Ker je kuža v razredu, mislim, da je prav, da prvo ponovimo pravila obnašanja ob psu. Žbe? Priboljšek mu damo iztegnjeno roko. Tako, iztegnjeno roko. Bravo, Samina. Ne smemo ga brcati. Ja, ne smemo ga brcati. Ne smemo kar kričati na njega, pridemo, tesa, tako. Šele ko se usede, ji damo priboljšek, se znižamo in vzamemo tisto, kar je notri v nahrbtniku. Tesa, pridi sem. Sedi. Super si to, Sara, naredila. Zdaj pa še poglej, kaj je noter v nahrbtniku. Kaj je to? Kompas. Ja, ga bomo potrebovali za strani neba. Obrnite se na sever, takole umirite svoje roke. Kam bi potem jaz mogla se s teso postaviti? Kam bo šla tesa? Teso bomo sedaj poslali na sever. Kam mora se tesa pomoči? Kam mora ta iti? Pokažimo tudi z roko, v kateri smeri je sever. Takole pokažimo. Tukaj imam pa jaz 4 kužke, ki prihajajo iz različnih koncev sveta. Kaj misliš, Nik, kateri kuža bi bil na severu? To je husky, ki se mu nekateri mu tudi rečejo severni kužek, ki imajo na severu dirke z psi. Ta pasma je pa ameriški koker španjel. Kaj mislite, na katero stran neba bi šel? Lara, povej ti. To bi bilo na zahodu. Na zahodu, zato ker je kje Amerika, boš pokazala na... Aha. Učiteljica Marjana bo povedala, na katero stran neba boste morali skriti žogico. Vi jo boste skrili, te si boste povedali poišči in ko jo bo našla, jo boste pohvalili. Pridi, Lara. Boš skrila tole žogico na zahod. Čakaš? Zdajle bo. Vroče. Vrelo. Ja, to drsi. Bravo, Tesa! Tesa, daj petko. A je to vaša služba, da s Teso hodite po razredih? V bistvu ne. Jaz sem zaposlena na tej šoli, ampak delam v podaljšanem bivanju, se pravi, da pridem popoldan v službo. Zdaj dopoldan sem pa prišla v bistvu kot pomoč, prostovoljno s Teso pomagati, učiti se pri pouku. Kaj pa dela terapevtski pes? Ja, v bistvu terapevtski pes, kako ga spoznamo, prvo mogoče, da vstane Tesa, pa da vam pokažem njeno oprsnico. Tesa, vstani. Terapevtski kuža ima ponavadi oprsnico ali pa ruto okoli vratu. Pomembno pa je v bistvu ta znak, rdeči križ in znak Zavoda za terapijo s pomočjo psov, kar pomeni, da ko pride v eno ustanovo, ljudje vejo, da se ga takrat ne smejo dotikati, ker ima on eno posebno delo, posebno poslanstvo. Če bi ga že na hodniku vsi božali, bi že v razred prišel zmatran. Je tako? Ja. A če bi jaz imela psa, bi lahko moj pes bil terapevtski pes? V bistvu bi lahko, vendar ti kot vodnica bi morala biti 18 let stara. Kužek, pa če bi bil primeren, bi lahko postal tudi terapevtski pes. To pa pomeni, da bi ga prvo morala pripeljati k kinologu. To pomeni, da vsak učitelj ne more pripeljati svojega domačega kužka v šolo. Zaradi tega, ker tak kuža ni zdravstveno pregledan, ni naučen za to delo in tudi mogoče nima primerne osebnosti. Jaz pa jo bom pa zdaj peljala še v en razred, kjer pa poteka branje s pomočjo psa. A ste to že kdaj videli? Ne. Kako skrbimo za psa? Če imamo psa, je pomembno, da zanj dobro skrbimo. Saj bo le tako ostal zdrav.
No, branje s pomočjo kužka je dobro zato, ker pač otrok dobi željo po branju, si želi brati, si želi v knjižnice, si želi izbrati knjigice sam. Zakaj? Zato, da bere kužku. On doma vadi starši, zato da bo njemu naslednjič, ko pride, bolje bral. Otrok s tem krepi svojo samozavest in dobiva željo po branju in si želi brati. Kužki nas skozi poslušajo. In zato tudi Oto tukaj mu Jovan bere in on ga posluša. Vse sliši, ampak ne more nam pa nič povedati nazaj. Ampak mi dva veva, da on naj jo posluša, ne Jovan? Ja. Sedi.